Janez Janša je trenutno postavil neko svojo znamko na mesto NPU-ja, ona ima pa 2 ali 3 leta delovnih izkušenj tam kot tajenca. To je nonsens. To je kot da bi na mesto poveljnika specialne enote policije postavil čistilko, ker je tam slučajno v uradnih prostorih čistila. Pa reče, vse ima izkušnje, se je delala v specialni enoti. Pozdravljen, Zoran. Končno so prišla do najnega intervjuja, ki so si ga obljubljala že toliko časa. Zdaj, za vse tiste, ki te ne poznajo, ti si Zoran Stevanović, si svetnik v mestni občini Kranj, kandidiral si za župana, si prišel v drugi krog županskih volitev, sicer ti ni uspelo zmagati, ampak si pa osvojil svojo skupino Zoran za Kranj največ svetniških sedežev. V prejšnjem mandatu si opozarjal oziroma začel svojo politično pot s tem, da si opozarjal na korupcijo in nepravilnosti, ki so se dogajale v Kranju. Zdaj, kaj se v tem času spremenilo in kako si ti začel svojo politično pot? Lep pozdrav, Marko, in hvala, da si se oglasil v pisarni Resnice. V demokraciji bi mogla politika teči tako, da ljudje izvolijo nekega svojega poslanca in da jih ta potem zagovarja na funkciji, kamor je bil pač izvoljen. Nažalost, pri nas ni tako. Pri nas je pač političen parket samo parket za trgovanje s političnimi glasovi. Ljudje, ko so izvoljeni, pozabijo na obljube, ki so jih dali svojemu volilnemu telesu in ne zastopajo več volje svojega volilnega telesa, temveč zaradi lastne koristi pač trgujejo s političnimi glasovi. In jaz sem se v enem momentu odločil, da je temu treba narediti konc, zato sem se tudi začel politično aktivirati v osnovi na lokalnem nivoju, dokazal sem, da je možna drugačna politika, ki res deluje v korist ljudi in to so ljudje prepoznali, od tudi vsa ta prepoznavnost. Zdaj, jaz se spomnim, ko si včas začel sploh v Kranju, si opozarjal, kaj so se dogajalo, od raznih cen, ki so bile. Zdaj, kaj se pa sploh spremenilo v tem obdobju, ko si ti vse na to opozarjal? Nažalost, mi v letu 2018 javnost ni namenila pač zaradi določenih okoliščin dovolj glasov, da bi postal župan in da bi se tudi ta zadeva spremenila. Smo pa kot zmagovalna lista v mestnem svetu dosegli to, da smo bili amortizer, da oblast ni storila tistega, kar je mislila. V vsakem primeru, če so bile ideje dobre, smo jih konstruktivno podprli, če pa ideje niso bile dobre oziroma če so dišale po korupciji, smo jih pa zavirali. In največkrat nam je to uspelo, se pravi, bili smo en amortizer, da oblast ni ravno počela s proračunom, kar je želela. Za župana Kranja se je kandidiral kot samostojni politik, imel si svojo listo Zoran za Kranj. To, kot jaz razumem, si vse sam financiral, sicer zmagal nisi kot župan, ampak si pa dobil največ svetniških mest. Zdaj, jaz kar tebe spremljam, vidim, da si konstantno opozarjal na vse te stvari, ampak zdaj, ljudi tudi zanima, kaj je pač tvoj doprinos vsemu temu. Ne gre samo za opozarjanje na korupcijo, to je drugače rdeča nit naše svetniške skupine in pa tudi našega gibanja Resnica v osnovi, ampak gre pa tudi za druge konstruktivne predloge. Gre za dobro delo v korist ljudi. Za marsikakšne lokalne projekte smo zaslužni, ogromno idej smo predlagali, nekaj jih ni bilo uresničenih strani oblasti zaradi tega, ker nam mečejo polena pod noge in na vsak način se bojijo naše popularnosti. Skrbeli smo za družbeno življenje neprestano v Kranju, organizirali smo prireditve, organizirali smo mnogo dobrodelnih akcij za pomoč tistim, ki jo potrebujejo, in potem smo seveda tudi znani. Okay, kaj pa gibanje Resnica? Kako si to začel, kaj te motivira, da si sploh začel z Resnico? No, sam si omenil, da smo leta 2018 dosegali nek neverjeten rezultat. Nam so rekli, da smo v resnici presenečeni, ampak niso. Mediji vedno imenujejo kot presenečenje nekoga, ki so ga prej medijsko blokirali, potem pa rata in pač opravičijo to svojo medijsko blokado s terminom presenečenja, ampak to ni čistko. Po letu 2018 smo opazili, da so ljudje zaznali naše dobro delo, da so zaznali naše dobre ideje in je bilo škoda, da ne bi tega potencijala političnega in pa dobrih idej izkoristili za državni nivo. Iz tega naslova je postala
je postalo državljansko gibanje Resnica z eno idejo, da je to v resnici glas državljanov, ki do sedaj sploh ni bil upoštevan. Vemo, kako so nastajale politične stranke, vemo, da vedno zadaj stojijo neki lobiji, ki jih financirajo in jih uravnavajo. To so v resnici neka podjetja, ki delujejo za lasten dobiček in lastno korist, ne pa za, bi rekel, korist državljanov. In iz tega razloga smo štartali z državno politiko, štartali smo na državnem nivoju in iz tega državljanskega gibanja Resnica počasi nastaja tudi stranka. Največjo popularnost imaš ravno na Facebooku. Na tej platformi imaš 25.000 všečkov. Kako daleč pa si z stranko, rekel si, da se tvoja stranka Resnica ustanavlja, in kako daleč si z njo? Resnica bo postala stranka zdaj. Mi smo se odločili ponovno, da bomo naredili drugačno zgodbo ustanavljanja stranke. Mi vemo, da se je v zadnjem času ustanovilo kar nekaj novih strank. Ampak jasno je, glede na to, koliko medijskega prostora so zasedale te osebe, ki so na podlagi katerih imen so ustanavljale te stranke, je jasno, da so imeli od zadaj podporo bodisi političnih lobijev, bodisi nekih starih osivelih političnih zombijev, bodisi nekih drugih finančnih struktur moči, ki so jim odpirale medijski prostor. Pri nas je pa zgodba drugačna. Mi smo se pa res lotili nagovarjanja ljudi in tudi za ustanovitev stranke ti v resnici potrebuješ 200 ustanovitvenih izjav, ki morajo biti overjene na upravni enoti. Mi smo to tako naredili, da smo izbirali random, naključno, se pravi, da so jih ljudje sami pošiljali v naš poštni predal, glede na to, da nam verjamejo in da verjamejo našo idejo in da verjamejo, da smo res neke svežine in nekaj noga. In to smo tudi naredili. Se pravi, mi smo zbrali iz cele Slovenije 200 izjav, ki so jih ljudje pošiljali sami od sebe. In zato lahko trdim, da je državljansko gibanje Resnica dejansko državljansko gibanje, ker je ustanovljeno izključno samo strani državljanov, se pravi navadnih državljanov, malih ljudi, ki si res želijo sprememb. V Sloveniji je bilo že kar nekaj novih političnih strank skupaj z novimi političnimi obrazi, kot je Bratuškova, Cerar, Šarec, podobni. Ljudje so zelo skeptični do novih obrazov. Kako bi pa ti lahko njihove sume ovrgel, da ti pa nisi samo en nov politični obraz? V Sloveniji od nastanka države vlada en in isti projekt. Vlada z lažnimi delitvami na leve in desne, to v Sloveniji v resnici ne obstaja. S tem delitvami na leve in desne, ampak ne govorimo o delitvah kot v svetu, kjer se deli na desno ekonomsko logiko, na desno politično logiko, na neke ideje, ki sledijo določeni ideologiji, ampak pri nas v bistvu samo delijo lažno ljudi z odnosom do polpretekle zgodovine, z odnosom do druge svetovne vojne, z odnosom do nekih marginalnih skupin. In to je vse neka čista farsa. Na desni je del tega projekta definitivno SDS Janšo in on je tja v bistvu postavljen v dogovoru s celim projektom samo zato, da obvladuje en stabilen del volilnega telesa, obenem bo pa predstavljal nekega zlobnega zmaja, da bodo obstajali volivci, ki bodo volili proti njemu, ne glede na to, za koga volijo. In tukaj se je na levi strani, lažni levi strani, formirala neka, bi rekel, neko volilno telo, ki bo volilo vsakogar, samo da ne zmaga Janša. In kogarkoli bi ti tja postavil, bi ta v enem momentu lahko dobil neko določeno število glasov, samo da ne zmaga Janša. In to je v bistvu cel recept. V resnici pa med sabo dogovorjeni samo zaradi tega, da obvladujejo proračun. In ta leva stran je zaznala, da oni lahko postavijo kogar hočejo tja, da potrebuje ta človek samo neko prepoznavno ime. In tudi vidimo, da so ustanavljali na levi strani podjetja, ki so temeljila na imenu na neke prepoznavne osebe. Ne bo to Marjan Šarec, Zoran Janković, Alenka Bratušek, Gregor Golobič, ni pomenilo. No in ko se je izkazal ta človek, da ni to, je ta stranka pač propadla. In to se je že dogajalo v Sloveniji velikokrat, kot smo lahko videli. Ampak nov obraz, v vsej tej zgodbi je v resnici pomenil nov obraz globoke države. To ni bil nov obraz, ki je prinašal novo politiko, ampak to je bila izključno personalna menjava, ker mi imamo neprestano eno in isto politiko, ki nas uničuje in ki je državo pripeljala na rob prepada. Zakaj jaz nisem nov obraz globoke države?
je jasno po tem, da smo pod stalno medijsko blokado. O meni je prepovedano govoriti v medijih dobro in slabo, samo zaradi tega, ker smo neugodni. Neugodni smo temu, bi rekel, kriminalnemu političnemu sistemu, ki nam vlada od nastanka države in ki nam uničuje državo od nastanka države. In iz tega izhaja, da smo mi neka popolnoma druga zgodba, izhaja tudi iz tega, da sem jaz res začel politično kariero na dnu, bi rekel, politike in da se sam, brez kakršne koli podpore medijev, lobijev, drugih finančnih struktur moči vzpenjam stopnico po stopnico vse više. Zoran v Sloveniji je vsaj na videz zelo izrazit levi in desni politični pol. Kako pa ti vidiš to nekakšno politično usmeritev ljudi? Kakor sem rekel, oni v resnici stabilizirajo volilno telo na ta način, da ga skregajo. Ne? Se pravi, ko nekje, bi rekel, zmanjka 5 milijonov evrov iz proračuna in ko javnost postane pozorna na to, bojo oni vrgli kost. To je lahko frizer Ahmad, to je lahko nek migrant, ampak prepričan sem, da se bo vsa pozornost na vseh portalih preusmerila na to zadevo, na to nekega marginalca in da se bojo ljudje začeli v komentarjih prepirati o temu, kdo je za, kdo je proti temu, da ta človek tukaj recimo ostane, zdaj karikiram, pač njega sem izbral in na ta način se bojo oni skregali in pozabili na tistih 5 milijonov, ki jih je izginili iz proračuna. In oni se v bistvu na ta način, bi rekel, opredeljujejo, so levi, so desni. Ne na neke pametne načine, kot jih poznamo v celem svetu. Na eni strani imamo SDS, kjer so njihovi podporniki zelo goreči, privrženi, zelo zvesti volilci, ki grejo potem na en čuden način na živce vsem ostalim, ki potem volijo samo zato, da so proti SDS-u, proti Janši. In ti zdaj, meni si rekel prej, da v Sloveniji ne obstaja ne levica, ne desnica. Kako to misliš? Ne, tako kot sem rekel. Če ti ne maraš, to je paradoks političen, če ti ne maraš Janša, si avtomatsko levičar. Po drugi strani pa gledamo, da vsi ukrepi v zadnjem času, ki jih je ta vlada izvajala, vse obljube, ki jih je dejala tale vlada trenutna, ki ne bi bila desna, so v bistvu povezane z levo ideologijo. Oni so pripravljeni ne samo, da noče zmanjšati davka, pripravljeni so ga še povečevati, recimo. Potem zatirajo gospodarstvo s tem, da se dvigujejo trošarine in da se dvigujejo davki in da se ne ustvarja ugodnega davčnega okolja. To so vse recimo prvine, ki niso povezane z desno ekonomsko logiko, ampak jih ta vlada izvaja. In če pa pogledamo, pa oni v bistvu res gojijo to svojo ideologijo samo na odnosu do nečesa, ki mora nam biti v tem momentu irelevantno, nepomembno. Mi se moramo boriti z danes na jutri, mi moramo začeti s politiko prihodnosti, mi ne smemo več z danes na včeraj. Ne? Te vlade, naše dosedanje, ne bo to domnevno leva ali pa domnevno desna, pa počnejo izključno to, da živimo z danes na včeraj. In to je vsa njihova ideologija. Če pogledava socialna mreža, ki so odlično ogledalo v družbi, vidiva, da imamo zelo izrazito močno usmerjeno in tako desno in tako levo stran. Ampak bi ti potem upal trditi, da je večina ljudi, ki niso tako vokalno močni, v bistvu centralno usmerjena? Jaz verjamem, da obstaja največ centralno. Zdaj mi jih imenujemo nažalost neopredeljeni, ker so te ljudje obupali. Na ta način, kakor se politika izvaja v Sloveniji od leta 1991, je povzročila točno to, kar je hotela. To je, bi rekel, ne bom rekel politična nepismenost, ampak politična ignoranca ljudi. In oni take potrebujejo. Bi lahko rekel apatija politična. Recimo politična apatija in oni to želijo povzročiti. Oni želijo ljudem zameriti politiko. Ljudje identificirajo politiko z državo. Ko ti enkrat zameram politiko, potem se ti gnusi tudi država in nehaš biti družbeno odgovoren, ampak začneš skrbeti samo še sam zase. Pri tem se pa ne zavedaš, da je vse v življenju, današnje življenje odvisno od politike. Torej, vse, kar mi počnemo danes, je odvisno od politike. Če gremo tankat avto, je odvisen od politike, koliko bomo plačali to gorivo. Če gremo na kavo, bo odvisno, kakšna bo cena kave
od politike. Vse je torej odvisno, ampak oni so namerno povzročili to apatijo samo zaradi tega, da oni pač stabilizirajo samo en določen procent svojega volilnega telesa, ti bojo šli na volitve, izvolili bojo, ta naš proporcionalni sistem voljenja jim to omogoča, velika večina ljudi pa sploh ne gre na volitve in to je njim v redu. Ker če bi mi uzakonili, da so volitve obvezne in da nekdo, ki gre volit, da zaradi tega dobi neke ugodnosti, bodi si pri dohodnini, kjerkoli, bi se karte na političnem parketu zelo, zelo pomešale. In to pa ni interes. In tvoje vprašanje, če obstaja ta centraliziran del, jaz bi sploh rekel, da ne obstaja sredina v tem smislu. Mislim, mogoče bolj interesna skupina ljudi, kot pač hoče voliti po svojih interesih in ne samo ideologiji. Tako. In rekel bi pa, da obstaja en kup apatičnih ljudi, ki bi se jih dalo spraviti na volitve, samo treba jim je dati vedeti, da so pomembni za to državo, da lahko marsikaj spremenijo, če bodo aktivni, če bojo šli na volitve, če bojo volili in definitivno je pa to največji bazen, največ ljudi, garantiram, da jih je okrog 60% in kdor bo animiral te ljudi na ta način, da bojo šli voliti, da bojo zaznali in mi tudi dejansko targiramo na te ljudi, čeprav se zavedamo, da je to najtežji del volilnega telesa, ker jih je težko spraviti na volitve, to je prva stvar, če jih pa že spravaš, pa veliko pričakujejo od tebe. In jaz konkretno take potrebujem, zato ker bi se rad dokazal pred njim. Želim, da ljudje veliko pričakujejo od mene in to mi je še večja motivacija, da bi mi uspel izpolniti njihova pričakovanja. Če se malo še navezujejo za nazaj, ko so omenjala Cerarja, on je ustanovil stranko Mira Cerarja kot nek kult osebnosti. Zdaj se imenuje Stranka modernega centra, ki je nagovarjala neke centralno-sredinsko usmerjene volilce, ampak zdaj pa v tako rekoč desno-sredinski vladi. Oni so najlepši primer tega, kar so se prej pogovarjali, da se ustanovi podjetje, da se prisili, konec koncev. Jaz sploh ne verjamem, da je Miro Cerar šel prostovoljno v politiko. Pač izhaja iz neke družine, kateri je verjetno politika naredila nekaj uslug. Na koncu želeli te usluge vrniti na ta način, da so človeka zvlekali v politiko. On je imel in bistveno boljšo plačo in bistveno boljše ugodnosti pred vstopom v politiko, se pravi, je nonsens, da bi on zaradi nekih lastnih interesov vstopil v politiko. Kot profesor prava. Tako. On je verjetno mogel vstopati v politiko, stranka je bila ustanovljena kot podjetje, tako kot sem prej rekel, izključno brez kakršnega koli pametnega programa, brez kakršnih koli pametnih zadev, ampak izključno na anti-janševizmu. In da je to izključno podjetje za lasten dobiček, se je videl, da so šli po temu, da so šli na koncu z SDS-om v koalicijo. Pazite, stranka je bila ustanovljena in zmagala je dejansko na parlamentarnih volitvah izključno zaradi anti-janševizma. Na koncu pa ta stranka pristane z Janšo v koaliciji, kar pomeni, da je ves ta projekt, ki nam vlada od nastanka države, res samo politični peskovnik, ki služi za ropanje državnega proračuna. To je bil tisti pogovor, ko so ga imeli na novih obrazih. Ljudi so veliko upe polagali Cerarja, sploh na račun njegovega očeta, sploh pa starejše populacije, ko se ga spomnijo od Cerarja starejšega kot poštenega človeka, tako naprej. In je bilo zdaj ogromno razočaranje, ko je pač spet ta stranka šla v koalicijo z Janšo. Tako je. Formula je jasna. Ustanovimo stranko, najdemo prepoznaven obraz, forsiramo ga neprestano po mediji, da se ljudem implementira v možgane. Na koncu ta človek dobi, fura se čisto ista politika, s tem, da jo obvladujejo ljudje, ki so stranko ustanovili. In tudi pri SMC ni nobena skrivnost, da je določen del LDS-a jo ustanovil, na koncu je to stranko ukradil nekdo drugi del LDS-a in to so vse samo, bi rekel, veje ene in iste politike od leta 1991. In ljudje, po mojem, že točno vejo, da novih obrazov v politiki na tak način ne sme biti več, ampak govorimo o novih obrazih globoke države. Zato se sploh ne rad imenujem nov obraz, ampak jaz sem dejansko nova in sveža politika in to je izredno pomembno. Zdaj, bi ti sebe potem poimenoval kot nek mogoče kot nov obraz, ampak kot obraz razočaranega ljudstva? Ne samo razočaranega, tudi apatičnega, kot smo prej povedali, ta narod sicer ni razočaran zaradi tega, ker se ne obremenjuje s politiko, ne? Ampak dejansko obraz malih ljudi, glas tistih, ki se jih ni slišal do zdaj. Zdaj pa vprašanje, ki se marsikdo sprašuje, ki je videl že tvojo stranko Resnico.
a ima resnica kakšnega sponzorja? Sploh, če pomislimo, koliko je govora o stricih iz ozadja, o globoki državi, takih stvarih. Ne. Edini sponzor naš, kaj je v resnici moralna podpora ljudi. In bi rekel, skupina, ki stoji za državljanske gibanje in resnica, so definitivno samo in izključno državljani. Ko je resnica postala popularna v tem smislu, kakršna je zdaj, so se seveda pojavili, bi rekel, neki predstavniki določenih lobijev, ki so želeli zraven sodelovati, ampak smo vse seveda odbili in tudi ne bomo sodelovali z nikomur, kateremu bomo lahko potem dolžni na tak način karkoli. Glavnem, za resnico ne stoji noben lobby, ne stoji noben znan političen zombi, ne stoji nobena finančna struktura moči, za resnico stoji samo ljudje in tako bo tudi ostalo. Ko se ravno pogovarjamo o resnici, kakšen pa bo program tvoje stranke? Program je v resnici že napisan ravno tako kot statut, ker preden ti podpišeš ustanovno izjavo, se mora seznaniti s statutom in pa z programom. Program je kratek, jedrnat, predvsem pa realno izvedljiv. Temelji na seveda antikorupcijski niti, prepričani smo namreč, da je to največji problem Slovenije. Evropska komisija je sama dala poročilo, da iz Slovenije vsako leto skozi korupcijo zgine 3,5 milijard evrov, to je v zadnjih 30 letih čez 100 milijard. Če bi mi ohranili ta denar v Sloveniji, bi to pomenilo, da mi ne bi imeli sploh zunanjega dolga, da bi imeli nabit pokojninski sklad, da bi bile pokojnine lahko večje, da bi imeli rešeno zdravstvo, da bi imeli plačno maso za javni sektor večjo in vse ostale stvari, ki so vezane na državni proračun, bi funkcioniralo bistveno bolje. Ampak zdaj nažalost je tako, kot je. Ne bo enostavno te stvari popraviti, ampak je pa popolnoma možno, seveda, če bo resnica vodila vlado. Se pravi, program bazira predvsem na antikorupcijski niti, na ustvarjanju ugodnega davčnega okolja in s tem tudi spodbujanju gospodarstva, normalno, na nižanju DDV-ja in pa prispevkov. Na račun prispevkov bi lahko povišali minimalno plačo, s tem, da ne bi v resnici oškodovali tudi delodajalca na ta način. S tem, ko bi povečali minimalno plačo in ob predpostavki, da bi z nižanjem DDV-ja tudi dobrine bi se pocenile, bi povečali kupno moč, kar pomeni, da bi bil večji obtok denarja, večji cash flow in bi država spet pobrala več denarja skozi davke, ampak na zelo prijazen način se bi bila ustvarjena blaginja. Potem gre za ustvarjanje javnega zdravstva, ker mi danes nimamo javnega zdravstva, ampak imamo državno zdravstvo. To pomeni, da ga obvladujejo tisti, ki obvladujejo politiko. In skozi zdravstvo je nažalost teklo daleč največ denarja skozi korupcijo in to je tudi razlog, zakaj ima najbolj obremenjeno medicinsko osebje najnižje plače, kot so medicinski sestri in podobno. Potem je en velik problem v Sloveniji, to je ta prekomerna zadolženost. Zdaj govorimo o zunanji politiki. Mi smo zadolženi že skoraj 40 milijard, kar pomeni, da smo ob našem BDP-ju v resnici že na robu bankrota ali celo bankrotirani. Nihče pa ne da denarja zastonj. Ko ti bodi si Fed, bodi si Evropska centralna banka, kdorkoli posodi denar, te imajo v krempljih. Nam so posodili ogromno denarja, to pomeni, da nas imajo še toliko bolj v krempljih in mi v bistvu moramo plesati tako, kot oni žvižgajo. In to je en naš velik problem in zato bomo mi poskušali čim prej odplačati ta zunanji dolg, ker se ga da, zmanjševati ga iz leta v leto in kar je najpomembnejše, voziti neko suverenistično politiko v odnosu predvsem na Zahod. Slovenija je ena lepa država, ampak je pa majhna in nevplivna v svetu. In vedno je treba biti takten. Mi vedno govorimo o Švici, pa kako bi bili radi druga Švica. Ampak Švica je vedno neopredeljena pri vprašanjih, pri mednarodnih vprašanjih. In mi moramo biti podobni. Če se mi opredeljujemo v svetu za katerokoli stran, mi nismo doprinos koristi, niti nimamo kakršnekoli koristi iz tega naslova. Lahko pa dobimo ogromnega sovražnika na drugi strani. In to se je ravno videlo zdaj pri nespretni Janševi politiki, ko ga je obsodil cel svet, ko je v bistvu poraženca na ameriških volitvah, pa pustimo zdaj moje personalno mnenje, za koga sem jaz navijal, ampak ko je poraženca na ameriških volitvah razglasil kot zmagovalca in to je edini v svetu.
Ni pa razmišljal, to lahko naredi nekdo in izrazi osebno mnenje. Tega premier ne sme narediti. In če premier to naredi, se to smatra za mnenje celotne države v svetu. Tako pač je. In on s tem, ko je podprl poraženca in ko je razglasil poraženca za zmagovalca, je spravil Slovenijo v problem, ker zdaj se je treba vprašati, kakšen bo odnos Amerike do Slovenije, glede na to, da je zmagal Biden. Zdaj ravno razlagal si v Sloveniji in lahko se oba strinjava, da je to sicer majhna država, ampak izjemno lepa, z raznolikimi pokrajinami, geografsko zelo zanimiva, tudi geografsko pozicijo ima odlično. Zdaj, če samo razmislava, svet se zelo hitro spreminja. Tehnološki napredek je izjemen. Vsak dan so nova odkritja. Zdaj, če Slovenija, glede na svojo majhnost, ne bo tehnološko konkurenčna drugim državam, potem Slovenija mogoče ne bo več čez desetletje ali dveh. Jaz mislim, da je jeklena volja Slovencev toliko močna in to se je pokazalo skozi zgodovino, da Slovenija bo obstajala. Vprašanje je, na kakšen način bo obstajala in kako bojo ljudje živeli v tej Sloveniji. Ne? To je bolj zanimivo vprašanje ali pa bolj realno. Ja, geostrateški položaj Slovenije je odličen. Ona bi v prvi vrsti morala izkoriščati svoj geostrateški položaj, povezave, transferje in bolj obremeniti, bi rekel finančno, vse transferje skozi Slovenijo kot pa lastne državljane. Druga stvar je ustvarjanje ugodnega davčnega okolja. Nam denar beži, ne govorim samo o denarju, ki nastane skozi korupcijo ali pa z negativnimi ravnanji, ampak govorim tudi o močnih gospodarstvenikih. Beži v tujino, ker so v Sloveniji previsoki davki, trošarine, previsoka je cena delovne sile zaradi davkov na plače, zaradi prispevkov in podobno. Če mi to lahko enostavno rešimo. Namesto, da bi mi dovolili odtok denarja v davčne oaze, lahko iz Slovenije naredimo davčne oaze. Brez posebnega računa in to brez posebnega truda, in to potrjuje tudi eminentni ekonomisti, Slovenija zdrži DDV na 16%, za storitve pol manj in pa znižanje davkov bi bilo definitivno ena od pomembnih stvari, ki bi spodbudile gospodarstvo in obenem spodbujale tuje neposredne investicije. Ampak zdrave tuje neposredne investicije, to so tiste, ki niso nastale s podkupovanjem politikov, niso nastale na stečajih domačih bank, na stečaju domačih firm in na ta način, da prodajajo potem ta naša podjetja, ki so bila včasih paradni konji v Sloveniji za kavo s hladnim mlekom. In zdaj to je druga stvar, tretja stvar je pa ravno ta taktnost, ki sem rekel, treba se povezati z vsemi, biti takten, ker tako dobivaš ti ugled in vpliv v svetu, ker v tem momentu, s to našo zunanjo politiko, nas ima svet za otroka v vrtcu, ki joka in je smrkle. Se pravi, popolnoma nobenega vpliva ni in pač popolnoma, nažalost, nobenega ugleda. Torej, pa ti trdiš, da bi mogla Slovenija predvsem dati večji poudarek na podjetništvo. Manjši davki, več podjetništva. Tako. In tudi v Sloveniji se je rodilo en kup dobrih, pametnih znanstvenikov in opažamo, da znanost zanemarjamo, da tudi določene stroke, da so preveč politično opredeljene. Sploh v času tega covida se je zadeva res čistila in na vitalne funkcije so se nastavljali politično okuženi ljudje, ki nimajo popolnoma nobene veze s stroko, tako je tudi v znanosti, obenem pa denar, ki bi moral biti namenjen v znanost, gre za popolnoma druge namene, ki jih v tem momentu sploh ne rabimo. In znanost, sploh kar se tiče tehnološke znanosti, bi v Sloveniji prosperirala, ampak nažalost imamo beg možganov. Beg možganov pa zaradi tega, ker jim Slovenija ne ponudi tistega, kar bi mogla. V Sloveniji imamo cel kup tehnoloških napredkov, v Švici imamo CERN, to so spet neki evropski projekti. Zdaj, ti misliš, da tudi v Sloveniji lahko z ugodno politično klimo, z ugodnimi davki, obdavčitvami, privabljanjem tujih tudi znanstvenih kadrov imeli mogoče konkurenčen projekt, ki bi lahko poudarek dal na znanosti? Seveda. Z vzpostavljanjem ugodnega davčnega okolja bi prišel na prijazen način do tujih neposrednih investicij. Tuje neposredne investicije pomeni, da pride sem neko zdravo podjetje, ki bo lahko zaposlilo tudi eminentne znanstvenike iz celega sveta in dejansko, ne glede na njihovo narodnost, ne glede na to, odkot prihajajo,
oni svoje projekte lahko razvijajo v Sloveniji. In če ga razvijajo v Sloveniji, to pomeni, da je to slovenski proizvod. In tukaj bi se dal patentirati ogromno nekih novih izumov, ogromno nekih novih tehnoloških proizvodnih procesov in podobno, tako da ta stvar bi definitivno vplivala na prepoznavnost Slovenije, na pridobivanje ugleda, s tem pa tudi na dotok možganov, bi temu rekel, če je to neka kontradiktornost begu. Uspeh države se meri predvsem v tem, da ima ničelno toleranco do korupcije. Kako pa resnica potem pristopala do političnih kadrovanj, do nepotizma, ki je nažalost tako močno prisoten v premnogih slovenskih javnih podjetij ali upravah. V Sloveniji vlada sistemska korupcija. To pomeni, da je razpletena popolnoma povsod, obvladuje vse sfere družbenega delovanja. In to bi bilo z lahkoto rešljivo na tak način, kot si sam rekel, s prevetritvijo teh organov pregona in pa tretjo vejo oblasti, to je pa sodstvo. Zelo pomembno bi bilo nastaviti na pomembne funkcije, tako kot imamo mi neko elitno službo, kot je Nacionalni preiskovalni urad, ti tja moraš postaviti strokovnjaka, ki res to pozna, ki ni politično okužen in ne sme ga imenovati oziroma najdeti politika. Mi zdaj le gledamo, Janez Janša je trenutno postavil neko svojo znamko na mesto NPU-ja, ona ima pa 2 ali 3 leta delovnih izkušenj tam kot tajenca. To je nonsens. To je kot da bi na mesto poveljnika specialne enote policije postavil čistilko, ker je tam slučajno v uradnih prostorih čistila. Pa reče, vse ima izkušnje, vse je delala v specialni enoti. To je nonsens in to dejansko počnejo. Danes sem prebral podatek, da je Marjan Šarec in Janez Janša sta v zadnjih 27 mesecih zaposlila 1850 dodatnih ljudi v državni upravi. To državno upravo smo mi prebildali že davno. In vedno se pojavi to, da vsak, ki pride, pripelje svoje. Unih, bivših pa ne očisti. In ta državni aparat raste in gospodarstvo ga ne more zdržati in je državi neuzdržno. 50% garantirano, te državne uprave sploh ne jeze kaj tam. Če bomo šli na kjerokoli ministrstvo v pisarne in bomo potrkali na vrata in bomo prvega uslužbenca vprašali, kaj je tvoje delo, on ne bo niti svojih nalog začel znov našteti. Njegove 3 pomembne naloge so kava ob 8, kava ob 12 in kava ob 2. In to je največji problem. In če bi zmerali KPI je koristnost delovnega mesta, garantirano lahko rešimo en kup državne uprave, prevzamemo njihovo plačno maso in jo prerazporedimo na tisti del državne uprave, ki pa res trpi in ki ga ljudje dejansko vidijo. To so bodisi gasilci, bodisi medicinske sestre, bodisi reševalci, bodisi vojaki, bodisi referentke na upravnih enotah, bodisi referentke na registracijah. Se pravi, vsi tisti ljudje, ki imajo stik z ljudmi. In ponavadi se ljudje zgražajo ravno nad temi ljudmi, ki dejansko največji del državne uprave odnesejo. In ne vidijo pa tistega skrivega dela v zadju, ki predstavlja 70 ali pa 80%, ki pa sedi po nekih pisarnih po ministrstvu s spoštovanjem do vseh, ampak treba je preveriti, kolikšna je produktivnost in koristnost tega delovnega mesta in je sploh potrebno. Tukaj moramo meniti, da imamo mi nekaj čez 60 agencij in garantiram, da za vsaj 30 agencij teh ljudi sploh ne vedo. Govorimo o agencijah, kjer imajo povprečne plačne razrede 55 plačni razred, kar v bistvu pomeni 4500 evrov bruto plače. In ne vem, te agencije bi bilo pač treba ukiniti. Tiste, ki so nepotrebne, tiste, ki ne rabimo. Mi imamo agencije za varnost prometa, mislim, da obstaja od leta 2011. Košta na leto 3,9 milijona evrov državo, zaposlenih ima, 60 ljudi in garantiram, da večina ljudi tam je zaposlenih samo zato, da oni imajo službe. Za čisto nič drugega. In 3,9 milijonov evrov bi lahko država prišparala, ker koristnost te agencije je skoraj ničelna. Od leta 2011 raste število prometnih nesreč, mislim, da tudi število smrtnih žrtev malo raste, malo varira, ampak ni pa nek doprinos koristi. In take stvari se seveda rešujejo, ampak to je druga tema. Prometna varnost se rešuje skozi sistemsko vzgojo otrok pa naprej, tako kot imajo Skandinavci, zato ti moraš človeku vcepiti v glavo, kaj je prav, pa kaj je narobe v prometu. Ti ne moraš tam prek agencije na ta način, kot se pa nas lotevajo tega narediti. Ampak to je samo en od primerov. Mi imamo 212 občin. Mi imamo občine, ne vem, dol je Usilnica, mislim, da je najmanjša, jaz ne vem, če ima to 600 ali pa 700 občanov. Imajo pa župana, imajo direktorje občinske uprave, imajo tajenco, pa imajo fikus, ki ga morajo zalivati. Ampak v vsakem primeru
je to vse, kar je preveč. In mi imamo prenatrpan cel državni aparat in ta aparat se da urediti. In če mi vzpostavimo pravilen trg dela, če vzpostavimo to točko, ki rečemo flexicurity, se to v ekonomiji reče, to je točka, kjer se dotikata prožnost trga dela, pa v bistvu stabilnost na trgu dela. Bomo mi hitro najdeli zaposlitve dobre v gospodarstvu tudi za te ljudi, ki bi recimo, išli iz državne uprave. Če resnica pride na oblast, recimo, da resnica največ glasov dobi, kako bi se pa resnica obnašala z kadrovanjem? Strokovno? Izključno strokovno. Izključno strokovno. Torej samo strokovni kader in nič drugega. Samo strokoven kader in izbran strani komisije, ki že sama ne sme biti politično imenovana in izključno na podlagi kompetenc, morale, etike in pa znanja. Zdaj, da nadaljujeva s nepotizmom, ker je seveda v Sloveniji preveč, ti si zelo kritičen proti koroni in vladnimi ukrepi. Kako zdaj ti to vse skupaj spremljaš? Vem, da si bil tudi govorec na demonstracijah, ampak poveš malo več. Tukaj so mediji malo zlorabili mojo izjavo, da sem rekel, da korona ne obstaja. Z tega nikoli v resnici nisem rekel, pač koronavirus je virus, ki obstaja več kot 1000 let. Dejstvo je, da ga poznamo, ljudstvo ga je odkrilo malo več kot 40 let nazaj. Tako da koronavirus definitivno obstaja, kot obstaja še milijardo drugih virusov. Jaz sem samo govoril o tem, da je COVID pač spotencirana zadeva in da se jo Slovenija ne loteva na pravi način. Ne glede na to, kako bodo mediji govorili recimo o švedskem modelu, pa na kakšen način ga bo želelo očrniti, statistika v resnici nikdar ne laže. Lahko laže interpretator statističnih rezultatov, ali pa nekdo, ki pripravlja podatke, da se neke statistične raziskave delajo, ampak sama statistika je tukaj povsem jasna. Švedska je absolutni zmagovalec tega, ohranili bojo zdravstvo, ohranili bojo gospodarstvo, ob tem, da smrtnost pri njih ne bo narasla v letošnjem letu, tako da je zadeva popolnoma jasna. In to je tudi vsa resnica. In jaz sem v bistvu samo to želel povedati, da mi se ne lotevamo tega na ta prav način, ob predpostavki, da so oni vse te ukrepe imeli, da so izkoristili COVID situacijo za popolno uničenje Slovenije, da so izkoristili to COVID situacijo za močno korupcijo, da so izkoristili COVID situacijo za uničevanje gospodarstva in za talanje političnih bombončkov o predpostavki, da so nas zadolžili za 7 milijard evrov. In vsi ukrepi so v bistvu popoln nonsens, vsi ukrepi so res nesmiselni, nesprejemljivi. Ko sem jaz začel na to opozarjati, je bil to mesec marec. Takrat je bilo to precej nehvaležno, ljudje tega še niso razumeli, danes pa že vidim, da velika večina mi pritrjuje in mi danes da prav. Če govorimo o švedskem modelu, je spet treba pogledati na podatek, da je pri njih manj korupcije, posledično tudi zdravstvo v veliko boljšem stanju kot pri nas, ampak koliko pa odteče iz Slovenije skozi korupcijo? To sem prej povedal. Evropska komisija je rekla 3,5 milijard evrov. Ampak tale zadeva zdaj je popolnoma jasna. Od leta 1991 mi nismo naredili ene samostojne bolnišnice. Pa toliko denarja je šlo v zdravstvo. 7 milijard evrov, ki se je Slovenija zadolžila za COVID ukrepe, se ne poznajo nikjer in jih več ni. Odplačevali jo bojo pa še naši otroci. Ampak, če bi mi teh 7 milijard evrov vložili v zdravstvo, preštejte, koliko bi lahko mi v tem momentu imeli bolnišnic, zdravstvenih domov, koliko dodatnega medicinskega kadra bi lahko zaposlili, koliko bi lahko povečali plače medicinskemu osebju, ali bi jim lahko beneficirano delovno dobo za čas COVID-a pridodali, ker bi definitivno lahko. In to so rešitve, ki jih mi ponujamo. In tudi rešitev sem povedal in tudi Janezu Janši sem dejansko napisal mail, tega ne skrivam. Pokliči te nas, resnica vam bo pomagala, ker imamo ideje in bomo spravili hiter državo iz tega problema. Tako, kot sem rekel, mi moramo delati bolnice, mi moramo vlagati v zdravstvo. To je predpostavka, da vlada hoče končati. Če bi želela, seveda, ampak očitno ta status izrednih razmer določenim pač paše,
Videli smo, kakšne koruptivne scene so se dogajale, videli smo primer mask, respiratorjev, videli smo marsikakšne druge stvari. COVID sredstva se delijo tudi tistim, ki jih v resnici ne bi smeli dobiti. Meni predstavlja nadomestilo za škodo, ki jo je nekdo trpel v COVID situaciji, to, da je izgubil nek dohodek zaradi COVID-a in mu pač država pomaga. Če je upokojen, da se zavedamo, jaz sem prvi za dvig pokojnin na nek pameten način in dolgoročno, ne pa za talanje političnih bombončkov. In če je upokojenec dobil januarja 500 evrov pokojnine, če je dobil februarja 500 evrov pokojnine, pa če je dobil marca 500 pokojnine, se njemu COVID situacija v resnici finančno ne pozna. In dajati sredstva iz naslova zadolževanja upokojencem, ker se zavedaš, da je to največje volilno telo, samo zato, da te bojo volili na naslednjih volitvah, obenem pa zadolžuješ celo državo in obenem uničuješ gospodarstvo, to je pa nonsens. Obstajajo pa samostojni podjetniki, ki so zdrava hrbtenica Slovenije, 144 tisoč jih je v Sloveniji, ki so pa mogoče služili v januarju 5000 evrov, v februarju jurja, v marcu pa zaradi COVID-a nič. Tak človek pa mogoče samo dobi 1000 evrov UTD-ja in nekdo pričakuje, da bo še ploskal. Pa še prispevke pa davke mora plačati, kakor da je ne vem kako delal, oziroma kakor da je normalno delal ves ta čas. In da se te stvari rešiti samo s pravimi ljudmi. In prva stvar, ki bi jo mi predlagali vladi, je zamenjava ljudi, ki nastopajo v komunikaciji med vlado in pa med javnostjo, ker te ljudje nimajo popolnoma nobenega zaupanja. Vrh NIJZ je treba zamenjati, to je dejstvo in to med prvimi, zaradi tega, ker so ljudje, ki svojo pojavo, delom in pa svojo komunikacijo, predhodnimi, bi rekel, izkušnjami oziroma predhodno reputacijo, ugledom, ne dosegajo tistega, da bi jim ljudje zaupali. Ljudje se delajo norca iz vsega, kar nastopa po televiziji. Ne bo to Kacin, Krek, Beović. In zato, ker so oni pripadni v tem momentu političnih struji ali pa eni od političnih struj v vladi, to ni dovolj. In dovolj bi bilo, da ti postaviš tja človeka vrednega zaupanja, človeka, ki svojo pojavo deluje, kot da skrbi za lastno zdravje, človeka, ki ve, kaj govori, in pride tja in to pove in ga nekdo pred televizijo gleda in ni zmeden in mu zaupa in upošteva te ukrepe, ki mu jo bo ta povedal in na ta način se epidemiološka slika pač izboljšuje. Torej, vlada je po zgledu. Tako. In z dejanji, predvsem, ne z besedami. Zdaj, v Sloveniji sicer smo obnavljali bolnice, pa dogrevali bolnice, ampak zdaj, če gremo nazaj spet na demokracijo. Dih nekako zdrave demokracije se kaže v tem, da ti lahko protestiraš proti vladi, irelevantno, je to leva vlada, je to desna vlada, če se z njo ne strinjaš. Kako pa si potem kako si ti razumel oziroma sprejel kritike premiera, kakor je označil vse, ki so protestirali proti tej vladi kot kaviar levičarje? Ja, to je ravno ta scena, o kateri sem govoril. Oni na vsak način pač želijo nekoga obsoditi, ampak to na popolnoma nelogičen način. Če ti protestiraš proti vladi, ker bi v bistvu vsak protest, pa vsaka svoboda govora bi mogla biti nek smisel desne logike, politične. Ampak mi smo zdaj v tem paradoksu ponovno, da ti, če karkoli poveš proti vladi, pa proti Janši, si levičar, čeprav on predstavlja dejansko največjega levičarja. Mislim, mi ne smemo pozavati njegove zgodovine in očitno te stvari ne grejo iz človeka. Ti enkrat si bil najbolj klen komunist, danes si pa najbolj, bi rekel, najbolj demokratičen tip, ki izvaja v resnici komunistične ukrepe, pa se ne bi vračal toliko v zgodovino, ker, kot sem rekel, en zanima politika prihodnosti, pa politika z danes na jutri. Ampak je to tudi tisto, kar nas najbolj mora skrbeti. Tako, na tak način on stabilizira svoj del volilnega telesa in tako je obsod nekoga. Če on nima komu kaj več zapoje, ne samo on, ampak sploh ta politika, če nima odgovora na tisto, kar se dogaja, ga pač obsodaš z ničim, na kar veš, da je tvoje politično oziroma volilno telo alergično. In to je klasika. Kaviar levičar, jaz pa v resnici ne vem, kaj to pomeni. Oni so s tem verjetno imenovali, se niso veliko zgrešili, ampak verjetno predstavnike kakšnega SD-ja, pa teh novih podjetij, ki so nastajali na levi strani,
ker so oni res bogataši, ker so se, bi rekel, obogatili skozi korupcijo, predstavljajo pa v bistvu levo stran, ki ne bi pa zagovarjala nek popolnoma drug razred ljudi. In iz tega verjetno izhaja kaviar levičar. Ampak zakaj bi bil jaz kaviar levičar, če grem na protest? Ker se ne strinjam z ukrepom, in to je po moje popolnoma ustavna pravica in svoboda do izražanja. In če grem tja, obenem sem samostojni podjetnik, ki ne skrivam, dobro zaslužim in plačujem vse davke in plačujem prispevke, verjetno bistveno več, kot jih je Janša kadarkoli recimo v življenju. In če grem tja protestirati pred vlado in še nekaj povem ljudem in če jih obenem pozovem, ne vem razloga, zakaj sem jaz kaviar levičar. Jaz sem popolno nasprotje od tega v resnici. Jaz osebno sicer menim, da je velik problem v Sloveniji v tem, ker ljudje volijo ideološko in ne interesno, posledično se potem njihov predstavnik v politiki ne bori za njih. Enkrat so se že pogovarjala za primer kot v Angliji, kjer se politiki, ki so izvoljeni od ljudstva, res borijo tudi kot lev za svojo interesno skupino, za svoje volilce. To je pa drugo, to je pa razlika med politično korektnostjo pa politično kulturo in tega marsikdo pač ne pozna. Pri nas se držimo ene fraze, ki se reče politična korektnost. Politična korektnost pomeni to, da ti nekomu, ki krade, ne smeš reči, da krade, zato ker nisi več politično korekten. In to so namerno naredili oziroma namerno so vzpostavili ugled te fraze zaradi tega, da se lahko branijo pred takimi, ampak realnimi očitki. Z druge strani imamo pa politično kulturo. Politična kultura je pa popolno nasprotje politične korektnosti. In politična kultura pa pomeni, da ti zastopaš voljo svojega volilnega telesa za vsako ceno. Se pravi, oni so te postavili nekam, ampak si njihov poslanec. Odposlali so te nekam, zato si poslanec. In ti zagovarjaš lahko samo njihovo voljo. Ti samo njih predstavljaš, ti nisi njihov šef. In to je problem, naša ta egocentričnost, ta autoerotičnost, ta samozaljubljenost vase, je problem naših, tako je problem naših, bi rekel, sploh in ne morejo imeti voditeljev, ker to v resnici niso. Oni so naši poslanci, ki smo jih mi dali tja. In tako kot podjetje, lastniki postavijo direktorja in direktor mora delati v korist svojih lastnikov. Ko se lastniki več ne strinjajo z direktorjem, ga zamenjajo. In na isti način bi to mogli funkcionirati, s tem, da so pa kle lastniki državljani, ker državljani so lastniki Slovenije. In ja, kakor smo se pogovarjali, če beremo stare časopise, kako se je včasih politika odvijala na naših prostorih, pa ne bo to pod Habsburško monarhijo, Avstro-Ogrsko, potem kraljevino in državo, Jugoslavijo. Dejstvo je, pa tudi če gledamo stare parlamentarne demokracije, kakor je Anglija, tam imaš dejansko dva pola, ne 10 strank ali pa 20, dva pola. In če gledate, recimo Angleži so izredno polite, pa izredno so vljudni, delujejo na ven, ampak če gledate sejo njihovega parlamenta, to je kot nogometna tekma. Oni se obmetavajo s papirčki, upirajo, derejo. Jaz ne rečem, da je prav, pa ne podpiram ambene agresije, pa ambene netaktne komunikacije. Ampak dejstvo pa je, da je to politična kultura, ker oni so pripravljeni vse narediti za to, da zadovoljijo voljo svojega volilnega telesa in da izpolnijo tisto, kar so pač v kampanji obljubili. Zoran, ogromno očitkov dobivaš, da si populist. Kako pa na to odgovarjaš? To je enako kot s politično korektnostjo. To je ravno tako pridodan negativen prizvok tej besedi. Jaz v temu v resnici ti nič ne vidim slabega. Pri nas vemo v politiki, da so ljudje nastavljeni. Lobiji jih pač nastavijo. In te ljudje niso prišli tja zaradi svoje sposobnosti, tako kot se recimo trudimo mi, ampak so prišli zato, ker so tja postavljeni. In oni pridejo vedno pol v zagato, zaradi tega, ker se ne znajo v določenih momentih braniti. Ne znajo braniti teh svojih nesposobnih ravnanj. In najbolj enostavno je potem, da jih označijo za populiste. Pa če nimam druga odgovora, rečem, ta je populist. Populizem v resnici po SSKJ-ju pomeni, da ti govoriš nekaj, kar je všečno široki masi ljudi. In če široki masi ljudi všečna resnica, pol sem populist. Ideološko gledano, populizem pomeni to, da ti na nek grob ali pa všečen način poveš resnico. In nasprotje od tega je pa politična korektnost. Politična korektnost je pa v celofan zavita laž. In tega smo se naposlušali v zadnjih 30 letih nenormalno. Tako, mislim, zdaj tukaj je zelo velika ironija, predvsem politična korektnost, ker
Poanta politike je, da se pogovarjamo. Poanta demokracije je, da poveš svoje mnenje, kolikor neprijetno mogoče je. Ne? Zdaj smo pa v tej fazi, ko je vse politična korektnost, pač od raznih socialno-ekonomskih zadev do čisto političnih zadev. Ja. Jaz podpiram konstruktivno debato, podpiram vljudnost, kulturo, moralo in etiko. In tudi skozi javni diskurs in skozi javni nastop. Ampak politična korektnost je pa samo opravičilo ali pa ime za trgovanje s političnimi glasovi in za smehljanje pred kamerami en drugemu, laganje, zavijanje v celofan tega laganja in pa zabijanje noža v hrbet. Če prideš v parlament, kakšna bi bila tvoja politična usmeritev? A bi bila po vzoru dosedanjih strank, ali bi se po vzoru recimo Anglije boril za svoje volilce? Mi bi bili definitivno popolno nasprotje trenutne politike. Proporcionalni sistem v Sloveniji omogoča, da kandidira 88 kandidatov za poslance v tokih in tokih volilnih enotah in v 88 okrajih. Mi že s statutom smo predvideli, da lahko pri nas kandidira samo človek, ki bo predložil potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da se zoper njega ne vodi kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prvi smo s tem in definitivno se ta zadeva ni odvijala v preteklosti. Druga stvar, ne želimo zraven imeti nikogar, ki je že imel možnost odločanja v Sloveniji, vemo pa, kam je politično odločanje zadnjih 30 let pripeljalo. Definitivno bomo vodili drugo zgodbo in bomo tudi podpisali posebno izjavo. Čisto vsi poslanci, ki bodo na naši listi izvoljeni, bomo podpisali posebno izjavo, da v primeru, da ne bomo izpolnili svojih obljub, ki smo si jih zadali, ali v primeru, da bomo mi povzročali škodo kakršnokoli Sloveniji, da bomo v prvi vrsti seveda odstopili, to je najmanjši problem, in da bomo nosili kazensko, materialno, odškodninsko odgovornost. Tega nihče do sedaj ni upal narediti. Druga stvar, vsako obljubo, se pravi, naš program bomo mi po ustanovitvi stranke začeli predstavljati s kratkimi videoklipi in tudi s približnim rokom. In tako, ampak mi govorimo o dneh, se pravi, jaz če rečem, da bomo prevetrili organe pregona v smislu antikorupcijskega izvajanja, lahko rečem, to bomo naredili v 100 dneh po nastopu, recimo. Če rečem, uvedeli bomo elektronske volitve. Elektronske volitve bi bile izredno pomembne, zaradi tega, ker pač bi povečale volilno udeležbo, ob predpostavki, da bi še nagrajevali ljudi z olajšavam pri dohodnini, ljudi, ki hodijo voliti. Jaz mislim, da bi bila to čisto popolnoma druga zgodba na političnem parketu. In če mi nekaj takega obljubimo, mi to lahko sprovedemo v 100 dneh. Lahko še bistveno prej, ampak pustimo si pač nekaj rezerve in rečemo, če 100 dni to bo narejen. Če ne bo narejen, prijemo pred kamero in povemo, zakaj ni bilo narejen in kakšno odgovornost bomo zaradi tega nosili. In v Sloveniji je največji problem ta, da nihče ne sprejme odgovornosti za nič. Nihče ni kriv. V bistvu si samo prelagajo odgovornost en na druge. In resnica je prva, ki bo upala prevzeti odgovornost za čisto vsako svoje dejanje. Če bomo naredili dobro, bomo prišli pred ljudi in bomo rekli, mi smo pa to naredili. Ni problema, brez lažne skromnosti. Če pa ne bomo naredili, bomo pa enako prišli pred kamere in bomo ljudem rekli, mi se opravičujemo, tole nam ni uspelo, ne proba nekdo drug. Ampak prepričan sem, da nam bo. Ogromno ljudi v Sloveniji moti pri politiki, predvsem to, da imajo politiki neko določeno imunost. Na njihove razne nebuloze, na sume v koruptivnosti in tako naprej. Zdaj, ti si tudi omenjal to, da bi rad imel volitve elektronske. Zdaj, poanta, oziroma ne poanta, temveč usmeritev resnice v to, da se vsakdanjemu človeku da neko moč pri soodločanju v politiki. Seveda, to je ideja resnice, zato je tudi nastala. Da imajo državljani možnost participacije na političnem nivoju, da imajo možnost povedati skozi svoj političen glas in da njihov političen glas kaj pomeni. To je ideja resnice in na teh temeljih je nastala in na teh temeljih bo ostala. Kaj pa univerzalni temeljni dohodek oziroma UTD?
Zdaj, marsikdo ga ne razume, ima tudi mogoče negativen prizvok, misli, da je to neke oblike komunizma pa socializma, da se bo podpirali ljudi, ki ne delajo. Zdaj, kako pa ti to tolmačiš UTD? Mi UTD podpiramo, čeprav bi ga mogoče lahko tudi drugače poimenoval. Ta UTD ima pač negativen prizvok, ker se ga kot takega uprizoril. Dejstvo je, da država namenja za socialne transferje en kup denarja in zgodi se res, da ga dobijo tudi tisti, ki ga ne zaslužijo. Ne rečem, da ga ne dobijo tisti, ki ga. Imamo res ogromno preveč, zaradi politike, ki se vodi zadnjih 30 let, imamo ogromno preveč pač primerov, ki ležijo na socialnem dnu, na katere se nihče ne obregne, ki jim nihče ne pomaga in njim je pač treba... Upokojenci so zelo nezavedljivi. Tako, upokojenci, ampak so pa tudi mladi ljudje, ki pač ne morejo dobiti službe oziroma ki zaradi nekih, bi rekel, gibalnih oviranosti ali pa podobnih stvari ne morejo dobiti službe ali pa pač se pravi, ne znajo se prebiti na trg dela, ne znajo, bi rekel, zaslužiti denarja za neko bolj lagodno življenje. Nekateri zgodbe je veliko, pa zelo žalostno. Tako je. In obstajajo pač res in družine in mladi ljudje, ki jim je prav tako kot upokojencem treba pomagati. Ampak res pa je, da se socialni transferi tudi na veliko izkoriščajo. Ni pač nobena skrivnost, da je tukaj tudi veliko tujih državljanov, ki izkoriščajo socialne podpore, ljudi, ki pač ne želijo delati, ker se jim bolj splača biti na socialni podpori kot delati in take stvari pa pač treba enostavno omejiti. UTD je en dober znak za omejitev česa takega. UTD pomeni v resnici to, da vsak državljan dobiva nek znesek. Mi smo preračunali, da država, da bi privarčevala na socialnih transferjih, lahko vsakemu državljanu da 300 evrov na mesec. Ampak govorim izključno o državljanih, to je zelo pomembno, pa govorim izključno o tem, da se ukinejo popolnoma vsi drugi socialni transferji. Popolnoma vsi drugi. Se pravi, nimamo več doklad, nimamo več socialne podpore, nimamo več vseh ostalih socialnih transferjev, ampak vsak dobi 300 evrov in o predpostavki, da preračunamo na število državljanov, je to popolnoma ista zgodba. Država ne troši bistveno več, ampak pravilno razporedi in omogoči blaginjo ljudem, da živijo. Ljudje so pa nihče ne bo zdaj zaradi teh 300 evrov si privoščil, da ne dela, ker verjetno to ne bo dovolj za njegovo eksistenco. Bo pa eni družini to omogočal neko pokritje nujnih stroškov, seveda bo pa vsak še bolj motiviran, da hodi delati in da živi, bi rekel, precej razredov nad socialnim. To predvsem zato, ker pa tudi minimalna plača rata dokaj znosna. Seveda. Dokaj znosna, kreditna sposobnost je drugačna, reševanje pri stanovanjskih problemov je drugačno, s tem tudi, bi rekel, rodnost se dviguje, ljudje se odločajo za otroke, ker imajo ambicije, ker so perspektivni, ker se kaže dobra volja, ker se kaže dobro materialno počutje in pa stanje. In jaz mislim, da je to odlična zadeva za celo Slovenijo. Torej, če UTD omogoča vsakmu državljanu 300 evrov dodatnega, rečemo temu zaslužka, ali pa dohodkov, to pomeni, da so socialni transferi zelo velik problem oziroma en minus te države. Ja, seveda so. Socialni transferi se v tem momentu v mnogih primerih se razporejajo nepravično. To je problem. In mi imamo človeka, ki ne želi delati, ki res ne želi delati, ki izkorišča socialne transferje, dobiva 400 evrov socialne. Imamo pa človeka, ki dela na 4 zmene v enem proizvodnem podjetju, glih tukaj v Kranju, pa dobi 700 evrov, oziroma kakorkoli že minimalka. Zato dajem 1000. Ja. Zdaj, ko dobiva enkrat plačo, se mu povečajo vrtci, šole, zmanjšajo se doklade in na koncu, ko vse to poplača, je popolnoma jasno, da je včasih bolj doma ležati pa nič ne delati. Mislim, bolj se splača, ampak te stvari je treba ukiniti in UTD bi bil dober korak naprej v tej smeri. Pač skupaj z ostalimi davčnimi olajšavami. Normalno. Ja, ki bi bile mogoče v tem prostoru nujno potrebne, ker je... Seveda, to sem že prej povedal. Življenjski standard je zelo visok v Sloveniji. Ja, ampak ga dvigujejo mala
kupica ljudi, ki imajo. Življenjski strošek življenjskega standarda. To pa ja, stroški življenja v Sloveniji so relativno dragi, zdaj odvisno spet, s katero državo jih primerjaš, ampak potrošniška košarica v Sloveniji je dražja kot v Avstriji, da ne omenim, da njihove trgovine, to je pa vprašanje suverenizma, o katerem sem prej govoril, njihove trgovine nam prodajajo draže, pa manj kvalitetne stvari, kot jih lahko kupaš v istem trgovcu v Avstriji. Ne. S tem, da imajo pa Avstrijci, dobro vemo, bistveno više plače, standard je pa ravno tukaj. Govorim spet o stroških potrošniške košarice. Ne. Ja, mislim, da je tudi veliko bilo rečenega, recimo, kako lahko ti v Avstriji košarico nafilaš napram pri nas, ne? Ker so cene praktično identične, ampak plačni razred je pa neprimerno višji, tudi za najnižja delovna mesta. Tako je, Marko, jaz nič ne govorim na pamet. Zoran, to sme, moram priznati, kar nasmejo, je bil dober odgovor. Ampak zdaj bi pa, ker grejo proti koncu najnega intervjuja, bi te vprašal eno zelo dobro vprašanje, ki se ga marsikdo sprašuje, in to je pa predvsem to, kaj tebe loči od ostalih politikov? To ljudje že vejo. Razlika je v tem, da sem dokazal, da je politika možna in ki deluje v korist naroda. To sem dokazal že velikokrat in še velikokrat bom. Loči me tudi to, da nisem postavljen, da nisem marioneta, da nisem lutka od nikogar, da sem sam svoj, da za mano stojijo ljudje, da imamo ekipo entuzijastov, ki so pošteni, pridni, marljivi, ki delajo, ki služijo svoj denar, ki normalno plačujejo davke, ki niso delali negativnih ravnanj v življenju, in predvsem me loči od teh ljudi to, da sem človek s terena, da sem človek, ki je zrastel na ulici med ljudmi in izključno na podpori ljudi, brez kakršnekoli medijske podpore, brez kakršnekoli podpore lobijev, brez kakršnegakoli finančnega vložka, in tudi to politiko bom nadaljeval. Zato tudi resnice ne bo podpiral noben finančni lobby. Mi bomo delali kampanjo popolnoma zastonj, probali bomo izkoriščati socialne mreže, od ust do ust, probali bomo širiti idejo na popolnoma drug način, in to bo pokazatelj tega, da ko pridemo na oblast, da nikomu ne bomo dolžni in bomo sledili samo tistim, čemur smo se zaobljubili, to pa je zastopanje volje svojega volilnega telesa. Zoran, rad bi se ti zahvalil za tvoj čas, da si ga vzel za ta najin intervju. Jaz upam, da so gledalci dobili pogled v tvoje razmišljanje, v tvoje mnenje, in pa tudi upam, da ga lahko v bodoče spet kdaj ponoviva. Ni problema. Hvala tebi, Marko, in lepo zdrav.